Dobar dan, gospe in gospodje, še enkrat. Tokrat bova z ministrom za delo, družino in socialne zadeve še zadnjič na tiskovni konferenci pozvala državljanke in državljane, da se udeležijo nedeljskega referenduma in podprejo predlagano pokojninsko reformo. Nekaj dni pred vašo odločitvijo o usodi pokojninske reforme vas prosim, da mi zaupate. Prosim vas, da mi zaupate v presoji, da je sprejem pokojninske reforme za vse nas, zlasti za tiste, ki živijo v težjih pogojih, koristen in da so rešitve za probleme, ki se že porajajo, vsak dan pa bodo večji, če pokojninska reforma ne bo sprejeta, dobro. Če se boste odločili drugače, bo to pomenilo, da se prelaga rešitev nekega problema, ki se bo iz dneva v dan povečeval. In nekega dne ne bo mogoče več odlašati z rešitvijo, ta bo samo veliko bolj surova. Vprašanje pa je, ali bo sploh take narave, da bomo lahko sami odločali o njej. Slovenci imamo ta hip vajeti svoje usode v naših rokah. Krizo smo prebrodili tako, da je slovenska vlada ob skrbi za socialno povezanost ob koncu v drugem polčasu njenega mandata začela tudi z dolžno skrbnostjo za konkurenčnost gospodarstva kot temelj socialne povezanosti. Ta ukrep ni samo posledica krize, je pa tudi spodbujen z krizo, v kateri smo se znašli. Pokojninska reforma, če mi boste zaupali in jo boste podprli, ne bo rešila vseh problemov. Njena zavrnitev pa bo poglobila prav vse probleme. Tako pomembna je pokojninska reforma. Drugače se v njeno podporo včeraj izjemoma v izjavi za javnost ne bi oglasil predsednik Eurocone, Jean-Claude Juncker. In če temu ne bi bilo tako, zavoljo tega, ker je Slovenija za marsikatero državo v Evropi zgled uspešne države, jutri ne bi prišel v goste predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. Tako pomembna je ta reforma. Stvarnega in simbolnega pomena. Vem, da obstoji samo šivankino uho možnosti za uspeh te reforme. Tako malo možnosti pripisujem nedeljskemu referendumu. Vendar, in dokler obstoji to šivankino uho priložnost, moramo vsi, ki mislimo na prihodnost generacij, ki prihajajo za nami, ne samo na našo, storiti vse za to, da uspemo prepričati čim več ljudi, da v nedeljo gredo na referendum in glasujejo za. Vem, da je za predsednika vlade, ki ne uživa velike podpore in dovolim si misliti, da je ne uživam zato, ker sem šel skozi pomembne spremembe, ne zato, ker se jih nisem lotil. Precej drzno, če torej prosi na predvečer referenduma o zelo pomembni zadevi ljudi, da mu zaupajo. Vendar brez nekega moralnega prepričanja, da sem skupaj z ministrom Svetlikom, z vsemi našimi sodelavci, naredil nekaj zelo pomembnega in dobrega za skupnost, tega poguma za tako predrznost ne bi izbral. Ko ste se pred letom dni odločali o usodi arbitražnega sporazuma, so bila mnenja zelo pomembnih ljudi in uglednih ljudi bistveno bolj razdeljena, kot so danes, ko so strokovna in druga mnenja uglednih
posameznikov in institucij praktično enotna, da je pokojninska reforma potrebna in da je taka, kot je predlagana, sprejemljiva. Takrat ste, to je leto dni nazaj, podprli arbitražni sporazum in leto dni kasneje lahko opazujete sadove vaše odločitve. Med državama je mir, varnost je zagotovljena, med državama se krepi medsebojno zaupanje, gospodarska menjava je za tretjino večja, v sredo bom na Hrvaškem skupaj z predsednico vlade Kosorjevo položil temeljni kamen za novo slovensko tovarno na Hrvaškem, ki dolga leta ni dobila dovoljenja za to, da bi tam postavila svoj objekt. Danes ga bo. Slovenija podpira Hrvaško na njeni poti v Evropsko unijo, med vladama, med narodoma in na čisto človeški ravni so odnosi praktično v 20 letih neodvisne zgodovine obeh držav zgledni. To je rezultat vaše odločitve pred enim letom. Danes boste in v naslednjih dneh sprejeli odločitev o naslednji pomembni stvari. Takrat ste mi zaupali in upam, da tudi tistim, ki morda takrat niste glasovali za arbitražni sporazum, danes ni žal, da je bil sprejet. Prinaša mir, stabilnost, Slovenija se je lahko osredotočila na socialne in gospodarske probleme. In to predvsem dobro. Gospodarska rast, kot kaže obeti, bo nad 2%, nezaposlenost se zmanjšuje, Slovenija ima izjemno veliko izvozno povpraševanje, imamo možnosti za to, da z 5 novimi velikimi tujimi naložbami spodbudimo nadaljnjo rast zaposlenosti in seveda zaženemo že spočet gospodarski preobrat. Nobena socialna skupina ali generacija v tem času krize ni ostala sama in je nismo spustili na cedilo. Za voljo vsega tega torej. Ne da bi podcenjeval druga dva referenduma. Prav tako ima želim, da bi uspeli. Vendar pa seveda moram, kot predsednik vlade, videti pokojninsko reformo v čisto drugem kontekstu kot druga dva referenduma. Ni nam uspelo urediti trga z malim delom. In morda nam ne bo uspelo urediti trga, ki odpravlja delo na črno. Če bi sicer vprašali ljudi, ali načelno podpirajo odpravo sive ekonomije, ki znaša skoraj toliko na letni ravni kot naš proračun, bi vam verjetno rekli, da to podpirajo. Vprašanje je, če bodo podprli zakon, ki dejansko prvič preprečuje delo na črno. Morda bodo sem in tja našli kakšen izgovor, ki tudi ni najbolj prepričljiv. Ampak vse to se da še popraviti. Zavrnitev pokojninske reforme pa bi lahko imela posledice, ki si Slovenija ne zasluži. Imamo vajeti usode v naših rokah. Za razliko od nekaterih drugih držav smo gospodari svoje usode. Naj se ne zgodi, da bi zaradi zavrnitve pokojninske reforme in drugih problemov, ki jih bo to proizvedlo, prišli v situacijo, ko bodo o naši usodi, tako kot v nekaterih drugih državah, odločali tuji državniki. Odločitev je vaša. Če torej stari, novi, bodoči predsednik vlade meni, da pokojninska reforma ni potrebna, če pa že predlaga kot glavni instrument reforme individualne račune, potem se mora zavedati dvoje. Prvič, da se strateško moti v presoji razmer doma in v mednarodni skupnosti. In nam je tega strah. Drugič, da predlaga individualne račune kot glavni instrument za nov pokojninski sistem, kjer je jasno, da si od njega bolj ali manj lahko več obetajo tisti, ki so premožnejši, medtem ko morajo z
precejšnjo pozornostjo in bojazno nam gleda tisti, ki so manj premožni. Tisti, ki imamo večje dohodke, si lahko privoščimo, da damo na stran za študij naših otrok in da damo na stran za našo varno starost. Tisti med nami, ki imate nizke plače ali pa sploh nimate, si tega ne morete privoščiti. Prej je minister povedal, da utegnemo priti do paradoksa, da bodo proti reformi glasovali prav tisti, ki jim ta reforma največ prinaša, ker je utemeljena na solidarnosti. To je moj odgovor na besede vodje opozicije. In imam seveda tudi odgovor, ker je seveda to predreferendumski čas in je polemično dovoljena, tudi misel za sindikate. Najprej, ne bi rada naši ljudje pozabili, da je odgovornost za pokojninsko reformo v celoti sprejela vlada in jaz sem prvi, ki s ponosom povem, da nam je uspelo v tem mandatu pripraviti pokojninsko reformo in izpolniti enega od pogojev, ki ga zahteva pakt za evro, pa ne zaradi Evrope, ampak zaradi samih smo bili sposobni pripraviti sistem, ki je po vsem, kar smo dali skozi, vključno s podaljškom socialnega dialoga, najbolj pravičen in najbolj uspešen. In drugič, da so potem, ko je to odgovornost za sprejem pokojninske reforme sprejela kvalificirana večina državnega zbora, zahtevali referendum o tem sindikatu. Ne pozabite. Vem, da čez teden dni verjetno nihče ne bo vprašal voditelje sindikatov, kaj zdaj. Vse oči bodo oprte v meni. In to je normalno. Jaz sem voditelj vlade taki. In želim si, da bi lahko pogledal na naloge, ki nas čakajo ob pokojninske reforme. Da bi bila ta pod streho. Čaka na zdravstvene reforme. Reforma trga dela. In tukaj bi rad na koncu rekel sindikatov. Ne samo, da niste znali vladi v podaljšku socialnega dialoga, ki ste ga povedali, ki ste ga prosili, povedati kompromisne rešitve. Tudi, ko sem vas bil nagovoril, da končno javnosti pred referendumom poveste, kje so kompromisne rešitve, se je izkazalo, da ne predlagate nič več kot korak na mesto. Toliko o alternativah in o kompromisih, ki bojo bojda zelo hitro sprejeti, če bo ta reforma padla. Sindikati se zelo dobro zavedajo, da morda pa kdo le ne bo pozabil, da so oni zahtevali referendum in da so s tem, pazite, za razliko od vrste drugih vprašanj, kjer je opozicija poskrbela za to, da je prišlo do referenduma, v tem primeru, kljub negodovanju in nestrinjanju dela opozicije s tem zakonom, opozicija ni zahtevala referendum. Zahtevali so ga sindikati. In mislim, da je prav, da ljudje to vedo. Kot rečeno, vse oči bodo seveda v prihodnjem tednu uprte vame. Tako doma, kot v Evropi. Kako in kaj bomo storili. Če bo referendum uspešno pod streho, bo Slovenija ne čudna dežela, zaradi tega, ker ima referendume v vsakem vprašanju, ki je možno, ampak čudežna dežela, ki zmore uspeti tudi na referendumu tako zapletenem in za ljudi težkem vprašanju, kot je odločitev, da bodo delali ljudje. Obstoji, kot sem rekel, šivanki na oko možnosti. Ne pripisuje velike verjetnosti, da bomo uspeli. Boril pa sem se in se bom do zadnje minute, da nam bi to uspelo. Zato, ker imamo prav in ker se bo v prihodnosti pokazalo, da imamo prav. Zdaj gre samo za vprašanje, koliko časa bomo izgubili v tem umestnem času. Koliko časa. In koliko časa si lahko privoščimo. To je vse, kar imam povedati. Še eno stvar vam bi rekel. Mogoče bomo odgovorili na vaše vprašanje, še pred ga boste zastavili. Ljudje
glasujemo na referendumu za ali proti z različnih motivov. Ljudje so suvereni in imajo pravico odločiti tako ali drugače, iz katerih koli motivov menijo, da je njihova odločitev utemeljena. Toda, če in koliko se bo kdo odločil, da bo glasoval proti zato, ker, podobno kot voditelj opozicije, glasuje proti vladi, potem bi, če bi smel, vendarle svetoval v prid vseh nas eno stvar. Da se ljudje vprašajo, kaj potem. Zdaj vedo, kdo je voditelj vlade in kakšne so njegove prednosti in napake. Poznani so njegovi porazi in njegove zmage. In Slovenija se je bolj ali manj izvlekla iz te krize brez hudih žrtev. Naj se ljudje vprašajo, kaj si pravzaprav želijo kot alternativo, kaj od morebitnega novega voditelja ali voditeljice pričakujejo in naj si pošteno govorijo, so mar ti ljudje, ki jih oni vidijo kot alternativo, če jih sploh sposobni izpolniti njihovo pričakovanje. Mislim, da je to relevantno vprašanje za vse, ki bodo šli v nedeljo. Prosim. Ja, to je demokracija. V bistvu vprašanje za oba. Zakaj strašite ljudi pred pacem pokojninske reforme? Včeraj je na nacionalnem radiju celo vaš glavni avtor pokojninskega zakona Peter Pogačar dejal, da se v primeru paca tega zakona ne bo zgodilo nič. In da strašenje s tem, da bodo padle bonitetne ocene Slovenije, ne držijo. Da na bonitetne ocene vplivajo druge dejavnosti. Dvomim, da je bil prav razumljen gospod Pogačar, da bi izjavljal, da to nikakor ali v nobenem primeru na bonitetno oceno ne more vplivati. Kajti izrecno je ena od glavnih bonitetnih hiš v zadnji svoji oceni rekla, Slovenija dobi oceno AA z negativnim pogledom, zaradi tega, ker še ni te reforme izvedla. In če jo ne bo izvedla in če se bo ocenilo, da imamo v institucionalnem sistemu v celi državi tako urejeno delovanje naših institucij, da ni izgledal, da bi lahko te reforme izpeljali, potem je verjetnost padca ocene velika. Seveda pa vpliva na bonitetne ocene še kaj drugega, ampak pokojninska reforma je vse skozi v središču pozornosti. Tudi v debatah na evropski ravni. No, ampak Peter Pogačar, ki je včeraj na nacionalnem radiju jasno povedal, da pač tu na bonitete države ne medtem gospod predsednik vlade to stalno ponavlja, torej kako bo to vplivalo na boniteto, vaš sodelavec glavni je pač rekel, da ne. No, jaz ga nisem slišal, moram ga vprašati, če je res to izjavil, če je bilo tako slišati, potem verjamem, da je to lapsus, zato ker delujemo v tesni povezavi vsak dan in spremljamo seveda in potek kampanje in seveda tudi ocene uveljavljanja ali tudi neuveljavljanja tega projekta. Tako da lahko zdaj rečem, da gotovo tega ni imel v mislih, tudi če bi tako razumel. Pustimo slovenski primer, nekaj bom rekel morda kasneje, in vzemimo tri, ki jih že poznamo. Vzemimo primer Grčije, Irske in Portugalske. Da bi prepričali finančne trge, da investirajo v banke ali v finančni sistem, so morale poseči po potrebnih ukrepih države članice. Zdaj se razmišlja o tem, ali bi države članice zaradi vnovične zadržanosti finančnih trgov do pomoči Grčiji znova ukrepajo ali ne. O tem, ali bo Grčija morda izplavala iz krize ali ne, odločam tudi jaz kot predsednik vlade Slovenije na Evropskem svetu konec julija. In moj kolega in prijatelj Đorđe Papandreou bo samo gledal obraze voditeljev vlad in držav in upam, da se bo večina nagnila
k vnovični finančni injekciji držav članic. Če se ne bo, potem bo verjetno Grčija na robu zelo velike in hude krize. Vse bo odvisno od ocene, ali so reformni koraki v Grčiji od začetka pomoči do danes prijeli ali ne. So zadostni ali ne. Poglejmo Portugalsko. Ker je na Portugalskem prišlo do dokončnega nezaupanja finančnih trgov v portugalske banke in finančni sistem, je moral celo predsednik opozicije, ki utegne biti nov predsednik vlade, podpisati pismo, v katerem je dal zagotovilo, da bo brez rezerve sprejel in izvedel program, ki mu ga bomo določili mi, predsedniki drugih vladnih držav. Evropska centralna banka in IMF. Irski predsednik vlade je na prvem sestanku, na katerega je prišel kot novo izvoljeni Taoiseach, predsednik irske vlade, predlagal refinansiranje dolga Irske. Bil je zavrnjen. Zahtevali smo dodatne pogoje, šele ko jih je bil pripravljen sprejeti, smo se odločili, da bomo, to je zdaj odločil Ecofin, tudi Irski, reprogramirali njen dolg. Kaj vam želim torej reči? Ker je v vseh primerih pokojninska reforma oziroma primerno odzivanje na demografske spremembe vselej zelo pomembno. Pri nas pa ob ceni delovne sile eden od dveh razlogov, ključnih, po katerih 4 bonitetne hiše v svetu ocenjujejo boniteto države ključno, je popolnoma jasno, da bo to imelo svoje posledice. In zdaj ne rečem še eno stvar. Redko v življenju si ljudje želimo, da se motim. In jaz si ta hip, ko bom to izrekel, želim, da se motim. Vendar se utegne zgoditi, za voljo rečeno mojega iskrenega mnenja, da obstoji zelo malo možnosti za uspeh reforme, čeprav si tako želim tega. Zgodilo se bo čez čas, da bo velika večina ljudi, ki bodo utegnili v nedeljo glasovati proti pokojninski reformi, čez čas ugotovilo in si reklo, škoda, ker se takrat nisem dokončil odločil. Ampak bo prepozno. Kati Šeruga, Pop TV, gospod predsednik, nekaj ste že rekli o alternativah ali ne alternativah, ki so jih ponudili sindikati v tem finišu, v bistvu kampanje pred referendumom, pa vendar bi vas vprašala, ali obstaja kakršnakoli možnost, da po verjetnem padcu pokojninske reforme v nedeljo greste teč drugi krog, da torej rečete, ok, ta reforma je padla, dajmo poskusiti znova, najdete nek nov način dela, karkoli sedete in probate narediti še eno pokojninsko reformo. Ali je ta možnost realna? Glejte, pod pojmom reforma razumemo korenitejši poseg v dosedanje razmere. Mi kozmetičnih popravkov dosedanjega pokojninskega sistema ne potrebujemo. Ti za vzdržen sistem, ki bo zagotavljal zdajšnji generaciji višje pokojnine, generacija, ki prihajajo pa varno starost, sistema kozmetičnih popravkov ne potrebujemo. Na moje povabilo in poziv prejšnji teden so se sindikati odzvali in povedali, kje je zgornja točka njihovega kompromisa. Ta ne zadostuje. To je korak na mesto. Torej, reforma... Poleg tega, nimate samo stališča sindikatov, ki praktično ostaja nespremenjeno, ampak imate tudi predlog opozicije za tako imenovane individualne račune, ki gre daleč stran od stremljenj sindikatov, ki zahtevajo, da sistem solidarnosti ostane. Ne vem, kako bo prišlo do kompromisa, če ne bo prišlo zdaj do uspešnega izteka tega referenduma. Prosim, še minister. No, jaz ocenjujem tako, da gledajte, če bi želeli zares, da bi pogovor ponovno stekel, potem rabimo strani sindikatov izdelan predlog. Ne morejo sindikati priti pred nas s 3 številkami v 3 ali 4 stavkih.
Mi smo skupaj z njimi, tako rekoč, pripravili predlog pokojninskega zakona, z njim se je ukvarjala vsa slovenska stroka, cel parlament in prišli do izdelka, za katerim stoji potem tudi stroka in vsa pozicija trenutno. In če želijo sindikati priti seveda z alternativo, bi jo morali tako rekoč predstaviti že včeraj, zato da bi vedeli ljudje, o čem se sploh odločajo. A se odločajo za naš predlog ali za nekaj drugega, kar vodi k istemu cilju. Ta cilj pa smo skupaj definirali, to ne pozabiti. Ko smo začeli socialni dialog, smo si postavili dva temeljna cilja. Vzdržnost pokojninske blagajne in zaustavitev padanja pokojnin. Vendar sindikati v tem procesu pogajanj, dogovarjanj niso nikdar prišli z alternativnim predlogom, kako ta dva cilja hkrati doseči. In ko govorimo o neizdelanosti predloga, recimo, ko se pojavlja pri Pergamovem predlogu letnica 63 let, potem moram reči, da je takšen predlog izjemno neresen, zato ker 63 let ne pomeni nič, dokler ga ne postavimo v času, v prostor, vse institute, ki jih ta zakon vsebuje. Kaj ti? Če bi rekli tole, da bo 63 let starosti za upokojitev leta 17 za moške in 21 za ženske, potem bi jim lepo rekel, to piše v našem zakonu, ki je bil sprejet. Oni pa niso rekli, do kdaj naj bi bila ta starost dosežena in ali je to zgornja meja, ali je ob tem treba upoštevati dokupljeno dobo, recimo, ali se upoštevajo vse mogoče olajšave, bonitete in tako naprej. Skratka, predloga ni. In zato smo ocenili, da gre tukaj dejansko samo za manever v kampanji. Zaenkrat, kot rečeno, nimamo izdelanega predloga. Vse tisto, kar je bilo pa v teku priprave zakona poslano kot predlog, je bilo pa upoštevano, se smo upoštevali najmanj 7 predlogov, resnih predlogov, ki so z sindikalne strani prišli. Okay. Torej, razumem, da pričakujete, da so Če lahko še to dodam. To je vprašanje, najprej vprašanje, nastopa tako vprašanje vsebine pokojninskega zakona, kjer smo zelo daleč narazen. Drugo je pa vprašanje seveda oblike in načina, kako pravzaprav ta most zgraditi med obema stranema in seveda ga bo enkrat najbrž treba zgraditi. In tukaj bo treba najti kakšen nov način, o katerem ta hip ne bi govoril, ampak prav gotovo obstajajo alternative tudi po izkušnjah drugih držav, kako se potem tega lotiti. V vsakem primeru seveda bo prihodnost to od katerekoli ekipe na vladni strani to zahtevano. Še eno stvar. Bom odgovarjal do svetega nikoli. Vam obljubljam, tako da ne vas ne skrbi, da bom šel pred tvojim. Ljudje z razmerami niso zadovoljni. Pričakujejo sprememb. Ko pridemo do korenitejših sprememb, ki so potrebne za to, da se razmere uredijo in pridejo na referendum, običajno ne doživijo podpore. Rad bi vam nekaj povedal. Če kdo meni, da bo naslednji vladi glede tega lažje, se zelo moti. Tako je običajno, da na referendum, to je običajno, gredo tisti, ki nasprotujejo vladi in tisti, ki jih spremembe, ki so zapisane v zakonu, prizadevajo. Dovolj je, da gredo ti na volitve in da drugi zaradi teh ali onih razlogov ostanejo doma, da potem spremembe niso sprejete. V času konjunkture, ko je predsednik Drnovšek izgubil 6 referendumov, nobeden od teh ni bil sojen. Zdaj niso enako pomembni vsi. Arbitražen je bil bistven, ta je bistven. Hočem vam reči, da je potrebno vendarle ljudem reči, če niste zadovoljni z razmerami, potem podprite urejanje teh razmer. Če niste zadovoljni natančno s takim urejanjem razmer, se ne zanašajte na to, da bo upoštevana prav vaša volja in da bo tako urejeno v naslednjem predlogu. Kajti, s drugo rešitvijo morda tudi drug ne bo zadovoljen, boste znova šli na referendum. In, če bomo imeli tu srečo,
da v morebitnem padcu pokojninske reforme ostane odločanje o naši usodi v naših rokah, glede fiskalne stabilnosti, potem sem skoraj prepričan, bomo Slovenci šli vnovič na referendum o pokojninske reforme. Če prej ne, bodo takrat rekli, kot sem vam rekel, da bo mnogim žal, da niso leta 2011 podprli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Veste, zakaj tudi? Ker utegne biti nov predlog, verjetno še bolj surov v očeh ljudeh, kot se jim zdi ta danes. Razmere so poštali. Prosim. Tistim, gospod predsednik, ki bodo glasovali proti, zato ker želijo glasovati proti vladi, ste vi danes torej sporočili, naj se vprašajo tudi, ali morebitni novi predsednik vlade lahko izpolni njihova pričakovanja. Ne? Jaz bi vas pa takole vprašala, ali lahko danes zelo jasno na predvečer referenduma tako rekoč vsem tistim, ki bodo glasovali za in vsem tistim, ki bodo glasovali proti, zelo jasno poveste, kaj boste storili vi v primeru, če pokojninska reforma na tem referendumu pade. Ali boste vezali zaupnico na interventni zakon? Če jo boste, kdaj bo ta interventni zakon, glede na to, da se bo tako ali tako nanašal na leto 2012? Kdaj, torej, kaj bo vaša poteza? Ali je pošteno ali ne, sami presodite, da volivcem to poveste na predvečer, jaz vas to pač konkretno. Povedal bom vse, kar vem. Poskušal bom storiti, dokler bom imel mandat predsednika vlade, vse, da se zmanjšajo škodljive posledice zavrnitve pokojninske reforme. Tako v domačem, kot v mednarodnem prostoru. Če bomo ocenili, da teh slabih posledic ne moremo omiliti do mere, ki bi dopuščali, da bi lahko slovenska politika naprej regulirala našo usodo, ampak se bo iz meseca v mesec bolj kazalo, da bodo postali gospodari usode drugih, tako kot v nekaterih drugih državah, potem vsekakor moj interes ni ostati na oblasti za vsako ceno, ampak pošteno povedati ljudem, da je prišlo preprosto do nekega pomembnega premika, njihovo odločitev bom seveda v vsakem primeru spoštoval in morajo prevzeti odgovornost tisti, ki so prispevali k temu, da se je to zgodilo, kajti očitno menijo, da imajo odgovore na vprašanja, ki so zastavljene, na katera smo mi odgovorili, pa se oni z njimi ne strinjajo. Nekaj vam bi rad povedal. Menim, v nasprotju s prepričanjem, kot kažejo ankete, večine ljudi, da je moja vlada relativno dobro opravila z izzivi prvih 2 let in pol. Kot rečeno, so gospodarski in socialni kazalci ugodni in prvič po 2 letih in pol se je v mesecu maju beležila pozitivna gospodarska klima, kar torej prvič odraža tudi razpoloženje med poslovno skupnostjo glede prihodnosti. Mislim, da smo dosegli te rezultate tudi zato, ker sem kot predsednik vlade pravilno postavil prioritete reševanj problemov. Menim, da približno vem, kaj se utegne zgoditi v Sloveniji in zlasti v mednarodni skupnosti v naslednjih letih. In vam moram reči nekaj zelo nečimrnega. Mislim, da sem najboljši voditelj za to, da speljem Slovence in Slovenijo varno skozi čerik prihaja. Če ne bi menil tako, bi se zaradi strahu ali pa zaradi spoznanja svoje nesposobnosti samo malo. Glede na to, kar mislim, da se utegne zgoditi z našo prihodnostjo, ki bo zelo zahtevna. To je za prihodnost ne samo Slovenije, Evroskupine, Evropske unije in celotnega sveta, mislim, da sem najboljši, ki lahko pelje Slovenijo skozi tezno. Sem vam govoril? Ja. Ker mi je v bistvu eno vprašanje neposredno povezano s tem, drugo ne. Pred časom ste ocenili, da Slovenija ni v vladni krizi, me zanima danes pred referendumom vaša ocena še enkrat, smo stabilni politično ali ne, glede na to, da v soboto gotovo odhaja eden minister in da se nekako o 4 od 3 ministricah zaresa in tudi gospodu Svetliku še špekulira. Drugo vprašanje pa
Drugo vprašanje pa glede AUKN-ja. Špekulacija stoji pol metra od mene. A lahko drugo Prosim, izvolite. Ne bo za špekulacijo. Drugo vprašanje glede AUKN-ja. Ministrica je zunaj rekla, da je v tem primeru... Na vsa drugo vprašanje bom kasneje sam govarjal, da ne bi utrujal ministra Svetlika, ki ga čakajo še zadnji boji na fronti. Najprej tvoje razmišljanje o morebitnem uspehu. Enako pošteno. Večkrat ste v zadnjih tednih rekli, da morda res nima smisla ustrajati, če vaš ključni projekt pade. Danes zjutraj ste že rekli, da to še ni čisto. Torej, jaz ponavljam, lahko ponovim to, kar sem se skozi rekel. Da smo v zadnjih 2 letih izjemno veliko vložili za to, da smo obdržali socialno državo v dobrih kondicijah, da je ta država zares služila državljanom. In verjamem, da vsi kazalci na to kaže. Ministrica Radičeva je zunaj rekla, da je na tej zgodbi, na tej točki nekako prvič začutila v svojem mandatu, da nima vaše podpore, da bo pa skušala dokazati s konkretnimi dokazi, da je gospod Danilo Grašič iz AUKN-ja posredoval pri 2 podjetjih za določene kadrovske poteze. Zanima me v primeru, da se izkaže, da je govorila resnico, ali bo to dovolj, da podprete debato o razrešitvi? Mislim, da ste bil včeraj na tiskovni konferenci, ko sem, ne da bi vedel za ta primer, povedal, da sem bil opozoril člane uprave in sveta, da razpolagajo s tako veliko močjo in vplivom, razpolagajo namreč z našim premoženjem v vrednosti 8 milijard in pol, da so njihove interne informacije vredne zlata. Če jih nepooblaščeno posredujejo, s tem škodijo interesom, zaradi katerih so postavljeni na ta odgovoren položaj. V tem primeru jih je treba tudi kazensko preganjati. O tem ni nobenega dvoma. Ne samo, da se jih razreši, tudi kazensko preganjati. Kar se stabilnosti tiče. Tako kot je bil napovedal in rad bi mu izrekel 2 hvaležnosti, da je doslej minister Golobič z mano delil lepe in težke trenutke, lahke in težje odločitve, ki jih je sprejemala vlada, se mu zato zahvaljujem, in da je sprejel mojo pobudo, da ne odstopi pred večerom referenduma, je to tako tudi storil, kar ne pomeni, da ministra Golobiča ne bo več na sejo vlade. V državni zbor bi namreč rad poslal ob izjavi, da minister odstopa, tudi predlog za imenovanje novega ministra ali ministrice za znanost in visoko šolstvo, ki ga bo stranka zares predlagala. In v tem smislu ta hip Slovenija ni v situaciji ne politične nestabilnosti, ne v situaciji vladne krize, ni pa dvoma, da imamo ta hip manjšinsko vlado, in da se moramo za vsak uspeh v parlamentu pogovarjati ne samo z koalicijskimi poslankami in poslanci, ampak tudi z drugimi poslankami in poslanci, ki so pripravljeni vsako posamično rešitev podpreči, prepričamo z argument. To ni lahko, ampak to ni edinstvena situacija v Evropi, imate še nekaj vlad, tako delajo. Tako da to ni razlog, da bi ocenili situacijo kot vladno krizo. Seveda pa verjamem, glede na neko razpoloženje v javnosti, verjetno moja izjava, da ni prav nobenih problemov v koaliciji, ne bo sprejeta z razumevanjem, ker tem ni tako, so nekatera vprašanja, ampak mislim, da pa vlada nek zdravorazumski premislek, da je potrebno počakati tudi na rezultate tega referenduma in potem ne odreagirati sunkovito, ampak si vzeti čas za tehten premislek in se strateško odločiti. Če bi bilo potrebno v roku tedna dni v skrajnem primeru iska 3 do 4 nove ministre, bi šli tudi skozi ta proces. Počakajmo do ponedeljka. Zdaj, a veste, do neke mere ste dolžni kot voditelj vedno imeti tudi alternativo. Zlasti kot pogajalec se ne smete nikoli znajti v situaciji, ko nimate alternative. Tam vas seveda tekmec dobi na levi nogi in ste zmrzni. Tako je v domači in tako je v mednarodni politiki. Seveda razmišljamo o te alternative. Vendar je pa tudi tako, da si ne smete nikoli dopustiti, da vas
strah pred neuspehom tistega, v kar verjamem, v tem primeru zdaj boja za uspeh pokojninske reforme, pripravi do tega, da vržete puško v koruzo in razmišljate o tem, kaj boste storili potem kot nek demički otrok. To se razmišlja, ampak se razmišlja tako, da ne moti zbranosti in odločnosti in predanosti tistemu, kar pa čaka. Maja? Ja, čisto na kratko. Jean-Claude Juncker je nekaj pismo podprl vaše napore, oziroma vladne napore za sprejetje reforme. Popravljamo, če se motim, niste vi napovedali, da bo celo obiskal, kako to tega obiskal? Tako smo bili dogovorjeni, morate pa razumeti predsednika Eurozone v situaciji, ko je prišlo do krize za vodstvo IMF-a, v situaciji, ko je postalo vprašanje nadaljne grške pomoči izredno politično delikatno vprašanje, v času, ko beležimo vrsto novih predlogov, med drugim recimo danes Jean-Claude Trichetja za Evropsko finančno ministrstvo, pogledajte, kako hitro se spreminjajo stvari. Kdo bi si mislil, da bo sicer o podelitvi neke nagrade, ampak vendarle prvi mož Evropske centralne banke govoril o pobudi za ustanovitev finančnega ministrstva in gospa, da ne bo nesporazumno govoriti o finančnem ministrstvu, to seveda ni ministrstvo, ki bi delalo kakšna poročila in ocene, ampak bo usklajevalo ekonomske in verjetno tudi davčne politike. Ampak ne podcenjujte pa brez zamere prihoda predsednika Evropske sveta. Van Rompuy je izjemno spoštovana osebnost. Ena od bonitetnih hiš je boniteto Grčije znižala za 3 stopnje in ocenila, da s 50% gotovostjo Grčija ne bo vrnila pomoči. Torej bo Slovenija vseeno konec meseca plačala naslednji obrok pomoči in ali bo sodelovala tudi pri naslednjem paketu, ko bo šlo za domnevno skupaj 65 milijard evrov. To je stvar, ki me zelo vznemirja po vprašanju. Priznam, da je od tistih, ki terja od nekoga, ki je najbolj odgovoren za dokončno odločitev, izjemno osredotočenost na odločitev in na njene konsekvence, pri čemer tukaj nimamo dveh dobrih izbir, imamo dve slabi izbir. In zdaj treba ugotoviti, katera je manj slaba. Zdaj, ne samo zaradi referenduma o pokojninske reformi, kjer naše ljudi silimo v to, da gredo v ukrepe, ki so pomembni za stabilnost javnih financ, medtem ko Grčija recimo takih ukrepov nima. Ampak tudi zaradi dejstva, da odgovarjam za denar davkoplačevalcev. Če bom skupaj z ad hoc skupino strokovnjakov in z mojimi ministri ocenil, tudi na osnovi poročila ECB-ja, IMF-a in Evropske komisije, da Grčija ni sposobna izvesti potrebnih reform za to, da bomo dobili denar nazaj, ker mi smo ga posodili, to je posojilo, potem se za novo tranšo ne bomo odločili. To seveda, gospa, ne bo ostalo brez konsekvenc. Ta odločitev ne bo sprejeta z aplauzom. Bodo gotovo velike države, zlasti Nemčija, Francija, države, s katerimi želimo ostati v najtesnejšem stiku zaradi izpostavljenosti njihovih bank v grškem bančnem sistemu, storile prav vse seveda, da ne bi postavile Grče v položaj, ko bi one same vse te naložbe v njihove banke izgubile. In bodo pritiskale na druge države, da ne odrečejo solidarnosti. Vendar pa imam tudi jaz neko pravico in dolžnost. Pravico, da razmišljam tudi o nacionalnem interesu. Nacionalni interes je zagotovo, da evro ostane trden. Pa nacionalna dolžnost je, da razmišljam tudi o tem, ali denar naših davkoplačevalcev oplemenitimo ali pa ga zgubimo. Če bomo ocenili, da ga Grčija ne more vrniti, se jaz, vedoč to, ne moramo odločiti, da ga znamo posloviti. To bo seveda imelo svoje konsekvence. Veliko lažje mi bo, če bo pokojninska reforma pod streho in bom rekel, Slovenija svoje stvari pelje naprej, gremo naprej, pričakujemo, da bodo tudi drugi. Vem pa točno, kaj mi bo kdo od mojih prijateljev in kolegov rekel, če bo reforma propadla. Prav, gospod predsednik slovenske vlade, razumemo vaše stališče, da Slovenija ne bo
pomagala Grčiji, vendar bodite prepričani. Če boste vi prišli na vrsto, mi vam ne bomo. Ja, prej ste govorili o nekakšnih alternativah po referendumu. Zdaj pojavljajo se določene informacije in zanima me, če je tukaj res, da se v Bruslju dogovarjate za službo pri visoki predstavnici Evropske komisije za zunanjo politiko. Torej, da govorite o tem, da bi vas čakala ugledna evropska služba. No, gledajte, prav gotovo, tako kot vsak drug, kot rečeno, vedno človek mora razmišljati o alternativah in ker ni moja želja, da ostanem na oblasti vsako ceno in ker ne bi rad, da bi kdorkoli imel vtis, da nisem sposoben upravljati kakšne druge službe, ravno tako predane, bi vam rad zagotovil, da kolikor mi dopušča moj položaj, da ne bi prišel konflikt interesov, torej tukaj niti ne gre za javni sektor, ki ga vi omenite, ampak za privatni sektor, pa tujini. Moram seveda zelo spretno razmišljati o tem samo postransko, kolikor mi dovoljuje položaj in nič več. Rad bi samo povedal slovenskim davkoplačevalcem, da ne skrbijo za mojo prihodnost, da bom na njihovih plečih. Ampak to je tudi vse, kar sem dolžan glede tega povedati, moram pa paziti, da ne prije do